Nekoč sinonim za močno utrdbo, ki je vse do danes obdržal svoje prvotno ime, Solkan. Zaznamovan z zanimivo in burno preteklostjo je do leta 1988 veljal le za del Nove Gorice. Danes je samostojen. Leži na prometno in strateško pomembnem prostoru, se povezuje poti od Soške in Vipavske doline vse do Trnovske planote. Preplet bogate zgodovine mesta in utrip sedanjosti popelje obiskovalcev do srednjih znamenitosti. Seveda plac, ki je za mano, trg Jožeta Srebrniča s fontano, potem pa naprej cerkev svetega Štefana z obeležjem o prvi pisni omembi Solkana in nato sprehod do Solkanskega mosta z največjim kamnitim lokom na svetu in od tam pa do kajakaškega centra, kjer je sedaj tudi Soča Fun Park. Pustolovski park od letošnjega leta vabi številne adrenalinske navdušence. Za tiste, ki želijo še več, je na voljo skok z elastično vrvjo. Ponos Solkana so kajakaši, ki se lahko pohvalijo z izjemnimi uspehi v svetovnem merilu. Dih jemajoč pogled se odpre na enega izmed najlepših kamnitih železniških mostov, ki šteje več kot 100 let. Ponaša se z največjim kamnitim lokom na svetu. Zgrajen je bil kot del železniške povezave med Trstom in Dunajem. Začutiti utrip preteklosti, ki je most pomembno zaznamovala. Preživel je obe svetovni vojni, obnovili so ga Italijani leta 1927. Pod njim teče reka Soča, ki mu daje poseben čar. Žal pa je celotna proga, ki je tudi bila nekoč velika turistična zanimivost, danes, ko rekel, zaradi zmanjšanja prometa nekoliko zapostavljena. Mesto je bilo v prvi svetovni vojni povsem porušeno. Zavedati se moramo, da je Solkan bil pod vznožjem Škabrjela, ki so se potem odvijali v kasnejših ofenzivah najhujši boji. Obiskovalci si lahko ogledajo jarke in kaverne, zbirko povojnih ostankov v vojnem muzeju Solkan, dobro ohranjeno avstrijsko vojaško pokopališče in tako pobliže spoznajo del zgodovine, ki je oblikovala te kraje. Solkansko narečje predstavlja pomemben del preteklosti in sedanjosti kraja, na katerega so Solkanci zelo ponosni. Solkanščina je toliko stara, kolikor je star kraj, to se pravi več kot 1000 let. Da bi se narečje ohranilo, izdaja 4-krat letno solkanski časopis, po novem pa tudi zbornik. Torej, ena od značilnosti solkanskega govora je tisti izrek, ki ga vsi poznajo: mečka je nesla meslo po sukenjen, a je pustila na fontani. Vila Bartolomej, ena redkih predstavnic svojega časa, vabi na ogled etnološke, arheološke in restauratorske zbirke ter razstave v Langobardih, ki so Solkanu dali poseben pečat. Nad mestom bdi romarsko središče Sveta Gora, obdajajo ga številne pohodniške poti in neokrnjena narava. Vabljeni v mesto tisočerih obrazov.